Državni svet je danes soglasno podprl spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki popravlja krivico, ki je retroaktivno mnogim našim državljanom vzela pravico do pravične pokojnine in končno je nastopil čas, da se to tudi popravi. Seveda s tem še nismo čisto zadovoljni, zato ker zahtevamo, da se popravi tudi vplačilo pokojninske dobe za obdobje študija in pa služenja vojaščine. Z zadovoljstvom ugotavljam, da je Državni svet na današnji 56. redni seji sprejel predlog za predlaganje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije za oceno ustavnosti 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu. 63. člen Zakona o divjadi in lovstvu je tisti, ki določa, na podlagi katerih dejanj posamezni lovec lahko izgubi lovsko izkaznico oziroma pravico do udejstvovanja v lovu. 63. člen je z zakonskega vidika popolnoma nedoločen, ker predvideva odvzem lovske izkaznice lovcu na podlagi pravnomočne obsodbe. Po drugi strani pa v drugih členih tega zakona taksativno našteva, katere so tista dejanja in kateri so tisti predpisi, katerih nespoštovanje oziroma kršitev rezultira z kaznijo, ki vodi v odvzem lovske izkaznice. Torej, zakon je na podlagi 63. člena nedoločen, posamezni lovci so lahko kaznovani z odvzemom lovske izkaznice tudi za dejanja, ki nimajo zveze z upravljanjem lova in nimajo zveze z zakonom o divjadi in lovstvu. Prav zadovoljen sem, ker je Državni svet prisluhnil predlogu za oceno ustavnosti tega člena v zelo velikem številu, se pravi brez glasu proti, in upam, da bo Ustavno sodišče to zakonsko pomanjkljivost Zakona o divjadi in lovstvu rešilo v čim krajšem roku, ker smo predlagali pospešeni oziroma nujni postopek. Po drugi strani bi bilo pa mogoče smiselno, da zakonodajalec že sam pred ugotovitvijo Ustavnega sodišča omenjeni zakon in omenjeni člen spremeni in tako omogoči vsem lovcem v Republiki Sloveniji, da svojo dejavnost izvajajo na jasno določen, zakonsko omejen in popolnoma legalen in legitimen način. Kot predstavnica Komisije za državno ureditev sem podala danes stališča glede zaključkov posveta o odvetništvu, ki je nakazal precej problemov tako v ekonomskem položaju odvetništva, kakor tudi pri sodelovanju z ostalimi deležniki, pri upoštevanju izvršilne veje oblasti, torej pri sprejemanju predpisov. Tako da so nekje se izpostavili vsi ti bistveni problemi z nekakšnim zaključkom, da pač bo potrebno urediti te zadeve v bodoče, tako na zakonodajnem področju, tako na ekonomskem področju, da bi seveda lahko odvetništvo kot neodvisna in samostojna veja seveda lahko delovalo, kajti neodvisnost in samostojnost odvetništva je pomembna predvsem z vidika varovanja človekovih pravic. Samo samostojno in neodvisno odvetništvo lahko celovito uveljavi pravice posameznih ljudi pred različnimi organi.